All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. Rainbow. All for rainbow. Ok, dobrodošli na All for Rainbow podcastu. V tej epizodi je z mano Vesna iz Ljubljana Pride, zdravo. In danes bomo govorili o programu Squad, ki vodijo. Zanima me mogoče najprej, kako je sploh nastal program. V bistvu program je nastajal nekaj let. Prva ideja za program oziroma za aktivnosti naslavljanje nekaj bivanjskih stisk mladih LGBT oseb so se pojavile skozi nekatere projekte in aktivnosti, skozi katere smo zbirali mnenja in priporočila mladih LGBT IQ+ oseb, kjer so začele izražati želje in potrebe po tem, da se bivanjske stiske naslavljajo. Izražali so vedno večjo potrebo po tem, da se sploh govori o tej problematiki za mlade LGBT osebe. Pa v bistvu tudi skozi pričevanje in izkušnje iz prakse smo ugotavljali, da se mlade LGBT osebe velikokrat znajdejo v teh nekih stanovanjskih stiskah, bivanjskih stiskah, ki mogoče niso tako očitne ali pa niso tako postavljene v ospredje v naši skupnosti, pa so večini mladih znane, vsaj na nek način, so se vsaj na nek način že soočili z njimi. Velikokrat slišimo, da mlade osebe spijo pri prijateljicah, recimo, na kavču, malo couchsurfajo, malo tu, malo tam, ali pa grejo k kakšnim sorodnikom, daljnim sorodnikom, ker imajo doma težave, In v bistvu to so vse težave in problematike, ki smo jih mi v bistvu hoteli bolj strukturirano nasloviti znotraj tega programa. In smo zato začeli pred 3 leti malo tipati, na kakšen način bi se tega lotili, malo pogledovati v tujino. In smo v bistvu tudi na podlagi nekih dobrih praks iz tujine, nekih naših idej, nekih predlogov od mladih oblikovali nek relativno celovit program, ki naslavlja, tako kot sem rekla, ne samo brezdomnost kot tako, v tem ozkem pomenu besede, ker ponavadi, ko slišimo besedo brezdomnost, takoj pomislimo na nekoga, ki spi na ulici, ali pa v nekem zavetišču. Mi smo se pa v bistvu oprli na koncept, ki ga v bistvu promovira FEANCA, to je Evropska federacija organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomnostjo. To se v bistvu imenuje se tipologija etos, To je v bistvu nek koncept, ki ga oni v bistvu poskušajo po Evropi promovirati, zato da se razširi to razumevanje brezdomnosti, in zato da se poenoti raziskovanje. In ta tipologija v bistvu vsebuje situacije in bivanjske stiske, ki jih mi v bistvu povzemamo s pojmom stanovanjska izključenost. In v bistvu, kot sem rekla, smo želeli v bistvu v tem programu naslavljati vse te situacije, ki jih sedaj razumemo kot stanovanjsko izključenost. In to so tudi vse te dnevne oblike brezdomnosti, ko mladi recimo preživljajo dneve na Metelkovi, recimo v Ljubljani je Metelkova prostor za mlade, ali pa to spanje recimo pri prijateljicah, tudi življenje v nekih neustreznih okoliščinah štejemo pod stanovanjsko izključenost, In iz tega se je razvil Squad, ki ga furamo danes in se glede na feedback iz skupnosti in glede na izkušnje z mladimi še vedno razvija. Tako se mi zdi, da danes se nasploh je težko že priti do stanovanja, glede cen pa sploh urejenosti. Kakšne so specifike, posebej mogoče za LGBTQIA+ osebe, glede stanovanjske stiske? Ja, kot si rekla, v bistvu mlade LGBT osebe se soočajo hkrati z vsemi temi izzivi današnjega sveta, ki pestijo mlade, ko se podajajo na nepremičninski trg, tako ali drugače. Je pa res, da je ta skupnost podvržena še dodatnim izzivom na podlagi svojih identitet. In največ o tem lahko povem na podlagi naše raziskave, ki smo jo lani zaključili in objavili poročilo o njej, kjer smo v bistvu se ravno to spraševali, med drugim tudi, s čim se soočajo mlade LGBT osebe, ko
poskušajo najti svoje mesto pod soncem oziroma streho pod soncem. In v bistvu na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili z analizo teh podatkov, oseb, ki so dejansko odgovorile, imamo vzorec tam okrog 250 mladih, torej pod 30 let starih LGBTQ+ oseb. Ja, smo v bistvu ugotovili, da so specifike, ki se navezujejo prav na LGBTQ+ identitete. In sicer velikokrat se mladi soočajo s to stanovanjsko neko stisko oziroma bivanjsko stisko zaradi nasilja v družini ali pa nasilja v partnerskem odnosu, zaradi nesprejemanja strani družine. Ne, to so v bistvu stvari, ki jih vsi nekako vemo, mi smo jih malo potrdili z nekimi številkami. Ne. Velikokrat se zgodi, da so mladi, ki so v prekernih situacijah, vztrajajo v neustreznih bivanjskih razmerah. Ne. Velikokrat so vse te vzroki za stanovanjsko izključenost neposredno povezani z spolno usmerjenostjo ali pa spolno identiteto. Ja, posebej ranljiva skupina, ki smo jo mi identificirali znotraj te raziskave, so mlajši od 20 let. Torej zelo mladi, Ja, res je. ki so velikokrat še finančno, materialno odvisni od staršev. In ta skupina se je izkazala za posebej ranljivo na področju prikrivanja spolne identitete ali pa usmerjenosti, na področju doživljanja nasilja. Je v bistvu odstotek tistih, ki doživljajo nasilje in so odvisni od svojih staršev, precej višji kot pri njihovih vrstnicah in vrstnikih. In to se mi zdi v bistvu neka taka zelo pomembna specifika LGBTQ+ skupnosti, ne? Da smo v bistvu v nekih primarnih družinskih okoljih, ki naj bi veljala za najbolj varna in najbolj tista, kjer odraščaš in se oblikuješ v neko osebnost, smo tam največkrat prikrajšani za to varnost in možnost svobodnega odkrivanja svojih identitet. Ne. Ja, kako pa pol v okviru programa, kakšne možnosti recimo ponujate osebam, ki pridejo, ne vem, doživljajo te stiske, pa želijo mogoče neko rešitev najti? Ja, v bistvu mi nudimo psihosocialno svetovanje, ki se navezuje tako na neke duševne stiske, ki so povezane s samo bivanjsko situacijo, ampak tudi na stiske, ki lahko vodijo v poslabšanje bivanjske situacije. Ne. Tako da psihosocialno svetovanje je dosti odprta storitev za večino LGBTQ+ mladih, ker smo v bistvu duševno zdravje oziroma težave v duševnem zdravju identificirali kot enega izmed ključnih vzrokov in posledic bivanjskih stisk. Tako da psihosocialno svetovanje je ena pomembna storitev, ki jo nudimo in jo vidimo kot preventivno in kot kurativno, torej storitev, ki lahko pomaga preprečiti ali pa odpraviti posledice bivanjskih stisk. Nudimo tudi pravno-administrativno podporo. To v bistvu obsega vse od pomoči pri budžetiranju svojih financ, učenju, katere vse položnice je treba plačati, kako si razporediti mesečni dohodek, zato da prideš skozi mesec, do tega, da pomagamo, ne vem, napisati dober CV ali pa motivacijsko pismo pri iskanju zaposlitve, pa tudi bolj take zahtevne zadeve, kot so pomoč pri kakšnih pravnih postopkih zoper starše, recimo, ne, to je dostikrat. Med mladimi LGBTQ+ osebami se dostikrat pojavi potreba po tem, da od staršev pridobijo preživnino, ki jim pripada. Ne. To se mi zdi ena taka pogosta situacija, mladi ostanejo brez strehe nad glavo ali pa sami grejo in starši si operejo roke, ne, čeprav so jih dolžni preživljati, dokler se šolajo in tako dalje. Ne. Da recimo tudi podporo v takih postopkih nudimo pri, ne vem, recimo pri pridobivanju državnih podpor, ne, državnih socialnih pomoči. Tako da cel ta paket, ne, ko se nekdo sooča z neko tako situacijo in nima dostopa do vseh teh informacij na kupu, ne. V bistvu mi tu nudimo eno tako zelo individualizirano
podporo, ne, glede na situacijo, identificiramo pač potrebe in jih tudi naslovimo. Ena od pomembnejših storitev so tudi krizne namestitve. To je v bistvu storitev, ki se je najdlje razvijala, na katero smo ful ponosni in ki se je zaenkrat izkazala za zelo uspešno. Povzeta je delno po nekih praksah iz tujine, ampak je dosti inovativna v tem pogledu, da mi nudimo, oziroma ne mi, ampak nudijo namestitve naše prostovoljke in prostovoljci pri sebi doma. Ne, torej gre za fizične osebe, ki nudijo kratkotrajne krizne namestitve za mlade LGBTQ+ osebe v stiski. In to je v bistvu ena zadeva, ki je zelo, ki je meni recimo prinesla eno veliko tako upanje in zaupanje v našo skupnost in v naše podpornice in podpornike, ker imamo v bistvu skupino 7 namestitev. Nekatere namestitve predstavlja ena oseba, pri nekaterih gre za par, ne. Ja. Ampak je to vse skupaj 9 ljudi, ki že več kot 1 leto redno sodelujejo z nami, ki se usposabljajo, ki so aktivno sodelovali tudi pri celotnem postavljanju tega sistema, ne. Mi smo v bistvu pol leta se skupaj pogovarjali, kako bi to nastavili, kako bi to zafurali, ne, ker nismo se imeli na nobeno drugo prakso za upret. Tako da imamo v bistvu eno ekipo, zelo močno ekipo prostovoljk, ki so res predane temu, za kar so se javile, ne. In zaenkrat nimamo še, ne vem, nekih bajnih izkušenj, ampak zaenkrat to, kar te namestitve, ki smo jih dejansko izvedli, so se izkazale za v bistvu zelo pozitivne izkušnje na obeh straneh. Tako da te namestitve so sicer res kratkotrajne, ponavadi načeloma 2 tedna trajajo. Tako da so res krizne, ne. Ampak še vedno za nekoga, ki se znajde v tako urgentni situaciji, da rabi namestitev, so res krasna zadeva, ne. To so te neke glavna podpora, no, ki jo lahko nudimo mladim, ki se znajdejo v taki stiski, in jo nudimo tudi z izjemo kriznih namestitev dolgoročno, ne, gre za neko spremljanje, nek tak partnerski odnos naredimo z mladimi, ki res vodi v to, da se sami postavijo na noge, ne, z nekaj dodanimi informacijami, ne. Te krizne namestitve so, mislim, je večinoma trenutno v okolici Ljubljane ali tudi malo izven? Ne, trenutno imamo, večino v Ljubljani, ampak imamo namestitev tudi v Krškem, v Mariboru, na Ptuju in ostale so v Ljubljani. Načrtujemo pa večji potem call za nove namestitve časoma, ne, ki bodo pokrivale pač celotno Slovenijo. Super. Mogoče za konec še zadnje vprašanje, oziroma če imaš mogoče kakšen nasvet za LGBTQIA+ osebe, ki se srečujejo z iskanjem stanovanja, na kaj biti pozoren, ko iščeš neko varno stanovanje? Mislim, tako kot sva že rekle, te neke izzivi, s katerimi se sooča celotna generacija, o tem je ogromno povedanega, ogromno napisanega, ne, kako si zagotoviti pravno-administrativno varnost, in to je zelo pomemben del te neke preprečevanja stanovanjske izključenosti. Govorimo o, ne vem, ustrezno urejenih pogodbah, ne, in podobnih zadevah, poznati svoje pravice kot podnajemniki, kot kupci stanovanj in tako dalje. Tako da jaz se ne bi zdaj tu spuščala v take nasvete ali pa ideje. Meni se bolj zdi pomembno ozaveščati mlade LGBTQ+ osebe, da ni potrebno vztrajati v bivanjskih situacijah, ki niso ustrezne, ne. V raziskavi se je izkazalo, da v bistvu velik del tistih mladih, za katere mi menimo po naši klasifikaciji, da so stanovanjsko izključeni, se tega ne zavedajo. Kar pomeni, da je v naši skupnosti normalizirano doživljanje neke mere nasilja ali pa prikrivanje identitete zaradi svoje varnosti, ne. In to so stvari, ki vodijo in poglabljajo te stiske, ne. Tako da meni se recimo zdi na tej
točki. Bolj kot ta pravno-administrativni nasveti se mi zdi pomemben nasvet oziroma polagam na srce mladim, da si zaslužimo vsi dom, kjer smo lahko svobodni v svojih identitetah in osebnosti in da smo pri tem varni in sprejeti in da smo v bistvu mi tukaj zato, da jim pomagamo to doseči. Ok, super. Hvala, da si bila moja gostja. Hvala za vabilo. All for Rainbow podcast se poslavlja in se slišimo v naslednji epizodi. Adijo! All for Rainbow. All for rainbow. All for Rainbow! All for rainbow. All for rainbow.